Nič te ne more pripraviti na to, da se soočiš s takim izzivom in tragedijo, kot je ugrabljen sin. Tisto, kar najbolj opredeljuje judovsko ljudstvo, je upanje. Nikoli nismo izgubili upanja. Imamo novo obliko antisemitizma, ki je nasprotovanje judovski državnosti. Lahko toleriramo Jude brez moči, ne moremo pa tolerirati Judov z močjo. Rabin Doron Peres je predsednik Svetovne cionistične organizacije in izvršni predsednik svetovnega gibanja Mizrahi. Preselil se je iz Južne Afrike v Izrael, naredil je alijo in živi v Yad Binjaminu s svojo ženo in družino. Njihov drugi sin, kapitan Daniel Peres, je bil ubit v akciji 7. oktobra 2023. Rabin Peres je avtor nove knjige z naslovom Judovska država. Dobrodošli v studiu JNS, Rabin Peres. Hvala, Steve. V čast, veselje in privilegij mi je biti z vami. Začnimo z Danielom, ki je postal simbol cele države. In vem, da si bil pred kratkim v Amsterdamu. Sporočili so, da so našli glavnega terorista, ki ga je ugrabil. Minila so skoraj 3 leta. Kako ti to uspeva? Ja. Veš, na nek način se mi zdi, da te nič ne more pripraviti na to, da se soočiš s takim izzivom in tragedijo, kot je to, da ti ugrabijo sina. In veš, resnica je, da je bil prvi 2 tedna pogrešan. Veš, spomnim se, ko so prišli povedati, da je Daniel pogrešan, sem rekel, kaj mislite s tem, da je pogrešan? Veš, popolnoma nič nismo vedeli o tem, kje je, po 5 ali 6 dneh. Predvidevali smo, da so ga ujeli, ampak nismo vedeli, tako da se mora s tem spopasti. In potem upati, da je živ. 163 dni. Nato pa izveš, da je bil ubit. 7. oktobra. In čakaš še 1,5 leta na pogreb in potem pogreb. Tako da na nek način nič te ne pripravi na to. Po drugi strani pa imam občutek, da je bilo celo moje življenje priprava na to. Veš, kolega Rabin mi je rekel, pa šel me obiskat v prvih 2 tednih in mi je rekel, veš, izgubil je brata v tragičnih okoliščinah. In njegov oče je znan rabin v Ameriki, oba sta rabina. In rekel je, da mu je njegov oče rekel, veš, zdaj imamo priložnost, da vidimo, ali res verjamemo vse, kar smo govorili ljudem. Če lahko res živimo tako, kot govorimo, tako rekoč, da dejansko živimo po svojih besedah. Tako da je zame, kolikor je to grozljivo in boleče, vsak dan zelo boleč. Samo čutim, da sem na neki ravni hvaležen, da sem verjel stvari, ki sem jih govoril ljudem. Kot skupnostni rabin v Južni Afriki sem spremljal veliko družin, ki so v tragičnih okoliščinah izgubile otroke vseh starosti. In čeprav je boleče, čutim določeno pristnost, da verjamem v to, kar sem povedal. In rekel bi tudi, veste, ravno zdaj, po šabatu na Hamu, po Tiša Beavu. Ena od stvari, ki sem se jih naučil o tem, kaj je tolažba, veš, veliki rabi Akiva, ki je tolažil, je videl strašno uničenje in je bil veliki tolažnik Izraela. In njegovi modreci so rekli, Akiva ni hamta, potolažil si nas. Zavedal sem se, da je tolažba. Je nekaj, na kar ne bi pomislil. To je nekaj, kar sem se naučil v zadnjih 2,5 letih. Prva oseba, ki je poimenovana po tolažbi, je Noe. Zdaj je na Hmenu, ta nas bo potolažil. Njegovo ime je bilo Noe. On bo iz besede tolažba. Zakaj je bil Noe potolažen? Piše, da je Bog. Rad bi se mu pokazal. Sem rabin, zato vedno podajam pridigo, ampak želim povedati nekaj, kar je resnično spremenilo moje življenje. Piše, da je Noe, ki je bil poimenovan po Nehami. Prvič, ko se v Tori uporabi beseda Nehama, piše, Vajnahem Hašem, Bog je obžaloval, da je ustvaril človeštvo in ga je uničil. Raši, znameniti komentator, pravi, kaj ima obžalovanje oziroma sprememba mnenja opraviti z Nehama? Ista beseda v hebrejščini, vajen vajnahem, pomeni, da je Bog tako rekoč spremenil svoje mnenje. Ničam ti, spremenil sem svoje mnenje. Kaj ima to opraviti s tolažbo? Vedno sem mislil, da ko greš v hišo žalujočih, ne poskušaš nikomur spreminjati mnenja, samo poskušaš biti sočuten. Želiš poslušati, sprejeti in deliti bolečino drugih. To nima nobene zveze s spreminjanjem mnenja, ampak rad bi s tabo delil nekaj, kar se mi je zgodilo, kar mi je Steve dalo nekakšno rešilno bilko, o kateri vedno znova razmišljam. Po 2 dneh, 48 urah, ko je bil najin sin Daniel pogrešan in najin starejši sin Jonatan, ki se je prav tako boril tisti dan in bil ranjen, ob koncu prvega dne sva imela enega sina pogrešanega in enega sina ranjenega oziroma ustreljenega v nogo, oba vojaka,
častnika, imava 2 sina, 2 hčerki. Tako da je bilo res grozno. Prvih 48 ur sem komaj dihal. In potem sem slišal za rabinskega kolega, katerega sin je bil ubit. Rabin Weizmann, Josef Weizmann, glavni rabin. Rabin Weizmann je govoril o svojem sinu. In čeprav je padel, dejstvo, da je se boril kot del operativne, veste, ekipe, kako se že reče. Ekipa, civilna, ja. Civilna ekipa civilne zaščite kibuca in je rešil toliko življenj. In komaj kdo je bil ranjen. In rekel je, veš, moj sin je rešil življenja, toliko življenj, morda 100 življenj tisti dan. In to so generacije in generacije ljudi. In čeprav je za nas tako boleče, je določena mera tolažbe v dejstvu, da je umrl, ko je reševal Jude, in Bog ve, koliko generacij Judov. Ko sem to slišal, lahko rečem, Steve, po 48 urah je bila to prva pozitivna stvar. Rekel sem, wow, veš, bil sem v takšnih bolečinah, v tako temnem stanju. Ampak to je bilo prvič, da sem nenadoma lahko spremenil pogled. Raši pravi, da v življenju ni tolažbe brez spremembe pogleda. In veste, v življenju moraš, vse se začne in konča v umu. Naši hasidski mojstri pravijo, da beseda mahšava, misel, je zamenjavo črk beseda besimha. Sreča. Vse se začne in konča v naših glavah. In ena stvar, ki sem jo res opazil, ne vem, kako nam to uspeva. Mislim, da to preživljam z veliko več vere v človeško sposobnost spopadanja z bolečino in izzivi. Ne vem kako, ampak verjamem, da sta človeško srce in sposobna prenesti stvari, za katere si ne bi mislil, da jih lahko preneseš. Zato pogosto rečem, ne vem kako nam uspeva, ampak nam uspeva. In toliko ljudi, ki gredo skozi bolečino in izzive, ima človeško srce nekako to sposobnost. In zagotovo čutim to judovsko dušo. Kot Judje, ojoj, naš narod je šel skozi toliko trpljenja in nekako nisko le preživeli, da lahko pripovedujemo o tem, ampak smo med najbolj pozitivnimi ljudmi. Naša himna je Hatikva. Nikoli nismo izgubili upanja. Toda Jonathan Sacks bi pogosto rekel, da je morda tisto, kar najbolj opredeljuje judovsko ljudstvo, upanje. A vendar smo mi ljudje, ki smo verjetno trpeli bolj kot kdorkoli drug. Morali bi biti strokovnjaki za trpljenje. Da, imamo veliko judovske krivde in vemo, kako povzročiti občutek krivde, ampak smo strokovnjaki za upanje. Mi verjamemo morda bolj kot katerakoli druga skupina v dobroto človeštva. Tako da ne vem, nekako se mi v misli začenja spreminjati, da vidim, čeprav je to boleče. Daniel je bil ugrabljen in je umrl tam, kjer si je želel biti, na najbolj usoden dan v življenju njegove in naše generacije. Nihče mu ni ukazal, ne zapusti varnost svojega položaja v tanku. Bedel je, da je zadnja obrambna linija, on in njegova posadka. Generalni poveljnik južnega poveljstva je rekel. Mi je povedal na drugi šivi, da če Danielov tank ne bi bil tam, kjer je bil in se ne bi boril tako, kot se je, bi bilo ubitih še na 100 ljudi. In zavedanje ob vsej bolečini, da je dal svoje življenje ne le zato, da bi zaščitil, kar je lahko, Jude, ampak da je rešil še na 100 Judov za prihodnje generacije. To ga ne vrne nazaj in ne zmanjša intenzivnosti bolečine, ko jo človek občuti. Ampak zagotovo je zame v tem določen pomen. Enkrat sem si rekel tole in bom kar povedal, to je moj lasten način razmišljanja. Veste, zadnjič, ko sem molil poleg Daniela in Jonatana, najinih 2 sinov, ki sta bila oba častnika v vojski. Bilo je na Roš Hašana, na Jom Kipur. Oba sta bila v vojski. Prvi dan Sukota je bil Daniel z nami, zadnji dan Sukota je bil Jonatan z nami. Torej, res je bilo zadnjič, ko sta bila oba najina sinova z menoj pri molitvi na Roš Hašana. Takrat verjamemo, da je bilo odločeno, da bo to zadnja Roš Hašana v njegovem življenju. V tisti molitvi, v Netane Tokev, ki je tako pretresljiva in boleča molitev. Pomislil sem pri sebi, Steve, če lahko sprejmem, da iz kakšnega koli razloga, ki ga ne morem razumeti, da bo to Danielovo zadnje Roš Hašana in da bo umrl na način, na katerega bo umrl. Če lahko sprejmem to zelo, zelo težko gezejro, odlok, zaradi katerega bomo trpeli do konca življenja, če lahko to sprejmem. Od tiste točke naprej nam je Bog naredil izjemno milost. Koliko ljudi umre?
zaradi hudih bolezni, v nesrečah in trpljenju. Ne samo, da Daniel ni trpel, mi smo trpeli, medtem ko smo čakali nanj. On ni trpel. Rešil je toliko življenj na najbolj usodnem dnevu te generacije. Torej, kar zadeva smrti z velikim pomenom in vplivom. Vidim ljudi, ki trpijo na način, kot da so skoraj sami v svojem trpljenju. Na način, da moraš res iskati smisel. Tukaj, v tej strašni bolečini, je tako globok pomen in namen, a nič od tega ne bo vrnilo najinega sina. In nihče od nas v teh trenutkih izgube, hrepenenja in bolečine ne more zmanjšati njene intenzivnosti, ampak kot splošen mehanizem spoprijemanja, način, kako človek gleda na stvari, kot je rekel rabi Akiva, ne hemtani, ko so vsi okoli njega videli uničenje, je videl uničenje. Vendar je to videl tudi kot del večjega procesa gradnje. Mislim, da je veliko odpornosti v srcu in v mislih. In človek mora iti globoko vase. In mi gremo globoko vase, vsak dan. In res verjamem, da imamo sposobnost, da se spopadamo z zelo zahtevnimi stvarmi, s katerimi se spopadamo. Trenutno gremo skozi zelo zahtevno obdobje, kot veste, tako v Izraelu, kot v judovskem svetu, kjer narašča antisemitizem. Sionizem je postal umazana beseda. Imenujejo nas ziosi, kar je očitno zelo slab izraz za ljudi, ki podpirajo Izrael. In napisal si novo knjigo, Judovska država, in v bistvu trdiš, da moramo sionizem na novo predstaviti. Kako to deluje? Res je, pravzaprav ta knjiga je bila dejansko napisana pred 7. oktobrom. Ja. Torej je razmeroma nova. Pravzaprav je bila prevedena v hebrejščino in španščino po 7. oktobru. To so stvari, do katerih sem že prej čutil zelo močna čustva. In zdaj, v svoji vlogi predsednika Svetovne znanstvene organizacije, imam platformo in priložnost, da to uresničim. Že nekaj časa vemo, da glavna tarča antisemitizma v naši generaciji ni več to, kar je bilo v zadnjih 2000 letih. Ni več usmerjeno proti judovstvu, kot je bilo v času inkvizicij in križarskih vojn. Lahko si bil dober jud, samo v judovstvo nisi smel verjeti. Moral si se spreobrniti in verjeti v druge stvari. Od Hitlerja do Hamana. Imeli smo tudi drugačno vrsto antisemitizma. Ni šlo za judovstvo, šlo je za judovsko ljudstvo. Ne moreš biti del judovskega ljudstva. Bog ne daj. Edini dober jud je mrtev jud. Haman, tu, Hitlerja. Ni odrešitve. Če si jud, je to rasno vprašanje. Gre za nekaj, kar je povezano s tvojo identiteto. Od tega ni odrešitve. Proti judovskemu ljudstvu, proti judovski veri. Imamo novo obliko antisemitizma, kar tudi zagovarjam v knjigi, ki temelji na zgodovinskih in duhovnih predhodnikih, za kar obstajajo dokazi, stari tisoče let, in to je nasprotovanje judovski državnosti. Nismo proti judovskemu narodu. Nismo proti judovski veri. Smo samo proti cionizmu. Smo proti judovski državnosti. Lahko toleriramo jude brez moči. Ne moremo tolerirati močnih judov, ker tako v času Hamana kot Hitlerja, pa tudi v času našega izgnanstva, nismo imeli zaščite države, vojske in suverenosti. In zato Judje so bili nemočni. In zlahka so jih lahko, Bog ne daj, označili za, peto kolono ali kot, verski tujci. Zdaj, ko smo močni, imamo svojo državo in deželo, preprosto se je spremenilo iz nemočnega Juda v močne Jude. Amos Oz je znano rekel. Rekel je, da ko so bili Judi v Nemčiji leta 1935, vsi so bili ljudje. Antisemiti so držali napise, na katerih je pisalo: Judi, pojdite iz Nemčije, pojdite v Palestino. Nočemo, da ste tukaj. Zdaj pa: Judi, pojdite iz Palestine, vrnite se v Nemčijo. Nočemo, da ste v Palestini. Rekel je, ker preprosto nočejo, da bi Judi sploh bili. Če bi imel izbiro, da se soočam z antisemitizmom brez lastne države, kot nemočni, brezdomni, brezdržavni Judi, bi zagotovo izbral to generacijo, kjer na srečo živi 7 milijonov Judov v Izraelu. Ta velik blagoslov, ne glede na to, koliko ga naši nasprotniki želijo spremeniti v prekletstvo, kakšen blagoslov je judovsko ljudstvo prineslo svetu po zaslugi judovske državnosti. Verjamem, da so v naših največjih izzivih tudi največje priložnosti. Iz Paraše. Balak, Bilam, vemo, da je bila Balakova strategija, kralja Balaka v 4. Mojzesovi knjigi. Njegova strategija je bila, da preplete pripoved o prekletstvu blagoslova judovskega ljudstva. Pripelji velikega čarovnika prekletstva,
Bilam naj pogleda vse, kar judovsko ljudstvo počne, in vsako možno blagoslov spremeni v prekletstvo. To je tisto, kar si želijo storiti antisemiti naše generacije. Ne glede na to, kaj je judovsko ljudstvo storilo za svet, smo največji projekt dekolonizacije v vsej zgodovini. Ljudje so bili razkropljeni po vsem svetu, Rimljani so jim vzeli zemljo, za njimi pa še 10 ali 14 različnih imperijev. In zdaj smo se vrnili, ne da bi nujno komu drugemu odrekali pravico do zemlje, ampak si vsaj med reko in morjem uveljavljamo svoj prostor, s čimer so se strinjali v Sanremu, Združeni narodi, pravzaprav vsi. In to naj bi bil kolonizator. Od vseh stvari, to je kolonizator. To je tisto, kar boste rekli o nas. Največji projekt dekolonizacij je postal največji projekt kolonizacije. To veliko prizadevanje za človekove pravice. Kot vemo, ni druge države na Bližnjem vzhodu, ki bi vsakemu človeku ponujala takšne priložnosti, kot jih ponuja Izrael, pa je ta država predstavljena kot kraj apartheida in rasne neenakosti. Torej, mislim, da smo zadnjih 50 let smo imeli nekakšen premor, nekakšen oddih od judovske zgodovine. Mislili smo, kot je rekel Fukuyama, da smo morda na koncu zgodovine in je vse v najlepšem redu. Zdaj smo žal ugotovili, da še nismo tam. Zdaj smo se znova in povsem neposredno znašli v tem virusu antisemitizma. Bilo je, kot vemo, zelo virulentno in prisotno. Danes vemo, kaj je to. Na srečo smo v veliko močnejšem položaju, da se lahko soočimo z njim. To je velik izziv. Danes vemo, če je bil leta 1935 izziv Der Jude, danes je izziv Der Jude, tako rekoč patetični jud brez države. Danes je to Cion. Če je bila takrat rumena zvezda, je danes modra zvezda. In najprej, če bi moral izbrati, katera od teh dveh bi bil, bi izbral to. In drugič, mislim, da imamo velik izziv, a tudi veliko priložnost. Borimo se na mnogih frontah v Izraelu. Mislim, da je zdaj skrajni čas, da pogledamo na ta ogromen boj in vojno, ki jo imamo za našo moralno legitimnost v javnem mnenju. In da jo obravnavamo kot vojno. Z najboljšimi in najpametnejšimi judi in ne judi, ki podpirajo Izrael, da se tega lotimo sistematično, na jasen in trezen način, ker ne verjamem, da se je temu mogoče drugače zoperstaviti. Mimogrede, rokavica je bila vržena in imamo priložnost, da se s tem soočimo in to moramo storiti. In zagotovo v svetovni cionistični organizaciji, ki je globalno cionistično gibanje, katerega bistvo je podpora judovski državnosti. Danes prihaja iz vsega judovskega sveta. Ta izjemna organizacija danes združuje ljudi iz vseh geografskih območij in vseh ideologij, od ultraortodoksnih do zelo progresivne levice, vsi so del svetovne cionistične organizacije. To je res širok razpon, tako geografij kot ideologij, a vsi vemo, ne glede na to, ali gre za reformno sinagogo ali ultraortodoksno sinagogo, kjerkoli že je, pa naj bo to nebesa. Od Bondija do Montreala, Toronta, Buenos Airesa, kamorkoli po svetu, danes se soočamo s podobnimi izzivi. In to je naša priložnost, da vidimo, kako se s tem soočiti. In kot predsednik svetovne cionistične organizacije, kakšna je vaša vizija glede prihodnosti in kako bomo prišli tja? Mislim, vem, da zelo podpirate judovsko enotnost in da vsi stojimo skupaj, vendar v praksi to ni vedno tako enostavno. V Izraelu se bližamo volilnemu obdobju. Ko se Judi borijo proti Judom, kot je nekdo nekoč rekel, štempli so lahko uničeni. In ker smo pravkar, kot ste omenili, je pravkar minil Tiša B'Av. Kako pridemo do tega kot narod in kako postanemo bolj enotni v podpori državi Izrael? Poglejte, mislim najprej velika večina, bral sem Pewovo poročilo, da velika večina ameriških judov, 90%, podpirajo neko obliko judovske suverenosti in državnosti v deželi Izrael. Torej, če vzamete 90% ameriških judov in še veliko večji odstotek judov po svetu in v Izraelu, imate verjetno okoli 95% judov po svetu, ki podpirajo Izrael. Da, imate nekaj skrajnežev na desni verski strani, ne torej karta, morda nekaj 100. Na progresivni levici jih je več kot to. Ampak to so res obrobna gibanja v judovskem svetu. In posebej progresivna levica povzroča veliko hrupa, vendar so to obrobna gibanja. Torej, najprej, znotraj judovskega sveta, velika večina podpira judovsko suverenost. In zato je vsakašno nasprotovanje judovski suverenosti, ne tej ali oni politiki, je nasprotovanje, še posebej, ko je Izrael izpostavljen, medtem ko so vsi drugi oproščeni. To je nasprotovanje judovski identiteti in usodi.
Torej, najprej verjamem, da je to nekaj, kar bi nas moralo združevati. Naši modreci pravijo, da ko je Ahasveroš snel svoj pečatni prsten in ga dal Hamanu, da zapečati odlok, to dejanje je združilo judovsko ljudstvo. Bolj kot vseh 48 prerokov in prerokinji, ki so 48 prerokov in 7 prerokinji, ki so prerokovali in skozi stoletja povezovali. Nismo se mogli združiti. Ta grožnja nas je še bolj združila. Žalostno je, da so grožnje tiste, ki nas združujejo. Veliko bolje bi bilo, če bi se znali biti enotni od znotraj, ne od zunaj. Verjamem, kljub vsej bolečini, 7. oktobra. In čeprav enotnost danes ni povsem takšna, kot je bila takrat, ena stvar se je spremenila v izraelski in judovski družbi. Videli smo, da bodo naši sovražniki naredili vse, tudi najbolj grozljive stvari, da nas uničijo. Judje. Predvsem v Izraelu smo večinoma enotni v naši potrebi, da vztrajamo, ne glede na pritisk preostalega sveta, da se postavimo zase in branimo. V zraku je določeno enotnost. Da ni tako očitno, kot je bilo takrat. Ampak žal čutim, da so grožnje državi Izrael in vsem judovskim ustanovam po svetu še vedno prisotne. To bi nas moralo združiti, ker našim sovražnikom ni mar, kdo je Jud, kakšen Judci, kakšen cionistci. Njim ni mar. Te notranje razprave jih pravzaprav ne motijo. In res verjamem, da so, demokratične volitve zelo, zelo razdrujoče. Upam in molim, da ne izgubimo pogleda na širšo sliko. Ena stvar, o kateri veliko govorim, je, da notranji politični nasprotniki niso sovražniki. Res me moti, ko ljudje pravijo, da je ta politik ali ta ideologija največja grožnja Izraelu. Ne, največja grožnja Izraelu je Hamas, so Hezbolah, Iran in njihovi podporniki. Oni so sovražniki. Vsak, ki je bil pripravljen iti od Jair Golana pa vse do Itamarja Ben Gvirja, kaj ne? Njihovi podporniki bi 7. oktobra tvegali svoja življenja in vam je mar za to državo. Potem te ljudje niso sovražniki. Haredi, kolikor verjamem po 7. oktobru, veste, osebno moram reči, da nikoli nisem imel težav s tem, da Haredi ne gredo v vojsko vse do 7. oktobru, na nobeni ravni. Prva stvar, vsaka vlada od Ben Guriona naprej je ohranjala status quo. B, tudi vojska sama je rekla, da potrebujemo majhno in pametno vojsko ali pa je sploh ne potrebujemo. Zato so vsa ta leta in na srečo so lahko gradili svet Tore. Da, v svetu verskega cionizma verjamemo v učenje in služenje v vojski, ampak obstajajo različna mnenja. Težje je razumeti, da po 7. oktobru, ko vidimo, da smo se borili v najdaljši vojni doslej, ki smo jih kdajkoli vodili, in vidimo ne le tisoče izgubljenih življenj in 10.000, 15, 16.000 ranjenih in pritisk na rezerviste. Veliko težje je razumeti to zapiranje vase in to je veliko težje. Vendar Haredi bratje želijo dobro Izraelu, tudi če še niso, tudi če so dali prednost segregacionizmu, izolacionizmu in študiju Tore pred služenjem v vojski. Niso sovražniki. Trda levica ni sovražnik, trda desnica ni sovražnik. Preprosto sem presenečen, kako hitro so ljudje pripravljeni, vedno natančno vedo, kdo je sovražnik znotraj. In to nikoli niso oni. Vedno je to druga ideologija. Naši modreci so nas opozorili, da je brezrazložno sovraštvo povzročilo uničenje templja. Rad bi rekel, Steve, veš, še nikoli v življenju nisem srečal nekoga, ki bi nekoga sovražil brez razloga. Kaj je brezrazložno sovraštvo? Še nikoli v življenju nisem srečal nikogar, ki bi rekel, sovražim tisto osebo ali tisto ideologijo brez razloga. Sem jaz eden izmed tistih ljudi, zaradi katerih je bil tempelj uničen? Ne, ljudje imajo v svoji glavi zelo dobre razloge, da sovražijo ali ne marajo drugih ljudi. Zdi se mi, da to, kar pomeni brezrazložno sovraštvo, ni to, da je brez osnove. Imaš dober razlog. Je brez osnove v tem smislu, da ni dovolj dober razlog, da bi političnega nasprotnika, ideološkega nasprotnika spremenil v sovražnika. V trenutku, ko ne moreš več ločiti med mnenji osebe in njo kot osebo, ko vse, kar počnejo, želijo najslabše judovskemu ljudstvu, so sovražniki judovskega ljudstva. Kot da bi nekdo rekel, jaz želim dobro judovskemu ljudstvu, drugi pa ne. Drugi to počnejo iz osebnih razlogov in ne želijo dobrega judovskemu ljudstvu. Verjamem, da je to sinat hinam. To je zato, ker je delegitimizacija druge osebe na podlagi njihove ideologije, verjamem, brez osnove. To je brez osnove. Veste, pri nogometu pravimo, ravno je bilo svetovno prvenstvo in pri športu igraj žogo, ne igralca. Ne naredi prekrška nad igralcem, pojdi na žogo. In če narediš prekršek nad igralcem, si izključen iz igre. Pravila spoštljivega vedenja bi morala biti, sooči se z ideologijo, ne s posameznikom. In verjamem, da je to naš izziv. Če bi bilo lahko, Steve, potem bi bili v drugačnem položaju. Ampak še vedno verjamem, da po 7. oktobru ni enako kot prej. In upam in molim, da ne bomo potrebovali
Danes se vsi soočamo s to grožnjo. In prav je, da vsi stopimo korak nazaj in pogledamo širšo sliko. Povedal bom še nekaj. Verjamem, da je Izrael večji od katerega koli politika. Veš, Amit Segal ima to knjigo, kjer pravi, da vsi, ki so predsedniki vlade, ki so bili predsedniki vlade ali želijo biti predsedniki vlade, mislijo, da lahko samo oni rešijo probleme Izraela. Veš, vedno pravi, nihče ne bi mogel nadomestiti Mojzesa, našega učitelja. Kdo bi lahko nadomestil Mošeja? Nikoli ni bilo človeka, kot je bil Moše. Ampak veste kaj? Jošue je kaj nadomestil. In veste kaj? Judovsko ljudstvo je večje od katerega koli voditelja in katerekoli stranke. To je vera v. In včasih mislim, da imamo sindrom, kjer vsak razpravlja, kot da je božji dar za prihodnost Izraela. Izrael bo v redu. In judovsko ljudstvo bo v redu. Ker so judovsko ljudstvo in država Izrael večji od katerega koli posameznika, ne glede na to, kako pomemben se kdo ima. Upam in molim, da bo prevladala razsodnost in da bomo imeli cionistično vlado narodne enotnosti. Mislim, da v tem okolju. To je tisto, kar moramo imeti. Brez tega, da bi rekel, z njim ali z onim ne bom sodeloval. In brez delegitimizacije drugih ideologij. Vsi tisti, ki želijo nositi breme in odgovornost za obrambo Izraela in prihodnost Izraela. V tako širokem šotoru, kot je le mogoče. Resnično upam in molim. Pogosto rečem, da mi, veste, vsi govorijo o v hebrejščini memšela jamin al-maleh. Prav, al-maleh pomeni polno, ali pa govorijo o memšelit šinuj, sprememba. Verjamem, da potrebujemo memšelit ripuj. Res potrebujemo ozdravitev. Potrebujemo ozdravitev. Povedal bom še nekaj. Ljudje pogosto rečejo, to sem rekel na Danielovem drugem pogrebu. Rekel sem, vsi so takrat govorili in še danes govorijo, kako bo videti Gaza potem. Kako bo videti Gaza potem? Rekel sem, veste kaj, v resnici ni tako pomembno, kako bo videti Gaza potem. Kako bo videti Izrael potem. In če bomo to lahko razrešili, bomo našli rešitev za Gazo. In če tega ne moremo razrešiti tukaj, se nikoli ne bomo mogli dogovoriti o ničemer. Tam zagotovo ne bo nobenih rešitev. In seveda, nisem naiven. Volilni procesi so razdiralni in vsak mora ugajati svoji volilni bazi. A hkrati smo, 7. oktobra, doživeli najhujše opozorilo. Naši sovražniki resnično ne skrbijo, kdo je na oblasti in jih ne zanima, ali je nekdo tak ali drugačen jud. To moramo res uvideti. Moramo se zbrati in stopiti skupaj. In nikoli nič slabega ne pride iz tega, da se Judi združijo. Veš, največja zmaga v zgodovini Izraela, 6-dnevna vojna, je prišla s prvo vlado narodne enotnosti med Judi, ki so se sovražili med seboj. Ben Gurion je sovražil Menahema Begina, ni ga mogel prenašati. Nikoli ga ni imenoval po imenu. Govoril je o njem kot o, veste, tistem poslancu Kneseta, ki sedi zraven. Preprosto ga je preziral. In prav Begin je predlagal, da bi morali Bena Guriona ponovno vključiti in ustanoviti vlado narodne enotnosti. Ko smo stopili skupaj in judovsko ljudstvo, zagrizeni sovražniki, so lahko sedeli skupaj. Nekaj se je zgodilo v 6 dneh. Čudeži se zgodijo judovskemu narodu, ko stopimo skupaj. Ko ne stopimo skupaj, je veliko težje. Resnično upam, da bomo stopili skupaj. V redu. In ko se bližamo koncu intervjuja, se pogovoriva še o tvoji vlogi v Svetovni Mizrahi, kjer si prav tako uvedel kar nekaj sprememb. Torej, Svetovna Mizrahi je v resnici svetovno gibanje verskega sionizma, kjer sem jaz predsednik. To mi je dalo priložnost. Ne bi bil v svoji vlogi v Svetovni sionistični organizaciji, če ne bi bil vodja Svetovne Mizrahi. In to, kar smo poskušali početi vsa ta leta, je, da lahko, veste, kar jaz verjamem, da je verski sionizem. Veste, povedal bom, kaj me vodi. Tako v tej vlogi, kot v vlogi v Svetovni sionistični organizaciji. To je ta ideologija. To je bil dr. Jozef Burg, ki je bil pred mnogimi leti vodja stranke Mizrahi v Izraelu. Pred mnogimi desetletji so ga vprašali in ta zgodba mi je zelo všeč. Vprašal ga je novinar. Rekel je, dr. Burg, v enačbi verskega sionizma kot ideologije, kaj je ali datilumi? Kaj je pomembnejše, narodno ali versko? Je bolj narodno ali versko? Je bolj versko ali cionistično? Kar je spraševalec skušal doseči, je bilo, da ga pripravi do tega, da bi rekel, če bi rekel, da je vera pomembnejša, ker smo Judje Tore in je torej vera na prvem mestu, potem bi bil naslov. Mizrahi, verski cionistični Judje, drugorazredni cionisti, ker je vera na prvem mestu. Če bi rekel, da je cionizem na prvem mestu, potem bi bil naslov. Drugorazredni, pseudoverski Judje, cionizem je na prvem mestu. Tako si je mislil pri sebi, briljantno je rekel, v enačbi verskega cionizma. Kaj je najpomembnejši del te fraze? Pravi, pomišljaj,
Pomišljaj, ki ju povezuje. In zame gre tukaj za to, da vzamem judovstvo, utemeljeno na Tori, judovski nacionalizem in sionizem ter vidim, kako lahko delujejo skupaj. Vedno je šlo za sodelovanje pri nas, neverjeten podvig. Ena glavnih stvari, na katero se osredotočamo pri Mizrahiju, je program leta premora v Izraelu. Rekel bi, da je to najpomembnejše leto, lahko bi rekel v človekovem življenju, če so v diaspori, je program leta premora v Izraelu. Da pridejo in si vzamejo odmor po 15 letih šole ali 12 letih od prvega razreda, karkoli že je, in da kot jud raziskujejo, kaj pomeni biti del judovskega naroda, da potujejo po deželi, da študirajo v deželi, da se povežejo s tem, kar je naša usoda. Kar pravimo v Izraelu, deželi Izraela, Tori Izraela, ljudstvu Izraela, mislim, da je to ključno. Tako smo veliko vlagali v izkušnjo leta premora. Pravkar smo uspeli zagotoviti pomembna sredstva, določena sredstva, ki so bila odzeta v času korone zaradi, veste, pritiska. Uspelo nam jih je ponovno pridobiti. Močno smo investirali. Veliko otrok, ki bi tukaj preživeli leto premora, bi se za Pesah vrnili k svojim družinam. Zaradi vojne z Iranom so obtičali tukaj. In močno smo investirali, da bi zagotovili, da imajo po Pesahu odličen program. Na kratko. Vlagamo v programe, ki bodo gradili prihodnost naših mladih voditeljev. In ne glede na to, ali gre za svetovno cionistično organizacijo, za vse judovske cioniste, ali za Izraeli, za naše moderne ortodoksne verske cioniste, je to ista stvar, ampak pri vsaki ideologiji. Kako lahko zgradimo generacijo ponosnih judov? Judov, kljub temu, da smo napadeni, ker smo cionisti, da sprejmemo izziv, da se postavimo pokonci z odločnostjo. Pravim, da potrebujemo pogumne jude. Vedno pravim, da je moj sin padel v halos. Beseda os pomeni pogum. Da naj bi bili, kot pravi Kana Meris v Pirkei Avot, drzni kot leopard. Potrebujemo drzne in pogumne jude, vendar ne predrzne. Obstaja razlika med tem, kar imenujemo azut mecah, biti predrzen, aroganten in preveč samozavesten, ni način, kako pridobiš vpliv in vplivaš na ljudi. Tudi če imaš prav, moraš imeti prav, vendar na ponižen in nearoganten način. Mislim, da moramo vzgojiti generacijo, še posebej, če si zdaj pod grožnjo pogumnih judov. Na univerzah po vsem svetu in na mejah Izraela. Ne predrzni in nearogantni, ampak samozavestni in odločni. In verjamemo v pravičnost naše stvari, jo jasno izražamo, spoštujemo druge, a vemo, kako argumentirati in kako braniti, kar je naše. In imamo izziv. Nikoli se nismo izogibali izzivom. Rav Doron, vedno je užitek slišati vas govoriti. Najlepša hvala, da ste prišli v JNS News Hub. In želimo vam vse najboljše. Najlepša hvala, Steve, da ste me gostili na JNS. Hvala.